Živjo! Zdaj se pa že poznamo, jaz sem Ksenija in tole imava še nadaljevanje, kako napišemo števila, katerokoli število od 1 do 100. Zdaj, v prejšnjih videih sem ti že vse razložila, desetice, števila na 11, števila na 10 in zdaj pogledaj še, kako to sestaviš skupaj. Če imamo recimo 26, v angleščini imajo ta sistem 20 in 6. Se pravi, najprej vedno poveva tisto številko, ki je napisana pri deseticah, torej 20. Pri tem upoštevava, kako je treba seveda zapisati, 20, in potem še to številko, ki je tukaj, 26, pa dobiva 26. Mogoče ti bo lažje, če poznaš hrvaščino, pa pač srbščino, srbo hrvaščino, kar je bilo nekoč, torej, da oni enako govorijo 26. Jaz ne znam prav izgovoriti, ampak v angleščini imamo ta sistem najprej desetice in potem enice. 26. Ali pa 58. Poglej, 50 je na začetku in potem imamo zraven 8. 58. 50. Seveda še vedno upoštevava zapis, da mora biti s f-jem, pa ty, ker je to za desetice, in h. Še to opozorilo vmes je vezaj. To je taka kratka črtica med deseticami in enicami. Pa še en primer. 83, to v angleščini je 80 plus 3 zraven. In rečeva 83. Tako, a je lahko še bolj enostavno? Ne vem, če. Upam, da ti je zdaj ta razlaga pomagala, da res obvladaš števila. Če želiš kakšne dodatne vaje, pa lahko napišeš v komentar in jih dobiš. Ja, lepo se imej, zdaj števila obvladaš, vadiš jih lahko na milijon različnih načinov, tudi tako, da se greš recimo z prijateljico ali prijateljem, z bratom, s sestro, s komarkoli, vzameš kocke in mečeš po 2 kocki ali pa celo 3 skupaj in prvič je malo lažje, da jih seštevaš, poimenuje vsak tisto številko, ki jo dobi na kocki in potem med sabo seštejete števila, pa dobite različne vsote, ali pa celo med sabo množite. To je potem pa že vaja tja do 6x6 je 36, pa si vzameš recimo 3 kocke, to bo potem pa že kar pestro množenje in računanje. Ok? Tako, lepo se imej. Če te zanima še kakšna tema, malo pobrskaj po Facebook strani oziroma tudi po YouTube kanalu Jezikovne šole Znam. Čau!